Vprašanje, ki si ga ob koncu zime postavi večina voznikov je, kako velike so na laku posledice letošnje vožnje po cestah z močnim posipom soli s primesjo peska. So že tako velike, da jih je bolje popraviti zdaj, lahko pa mogoče s tem počakamo še eno zimsko sezono. Prav tako je na mestu vprašanje, ali lahko manjše poškodbe popravimo kar sami. Reklam, ki obljubljajo hitra, učinkovita in poceni popravila je veliko. Pa res delujejo? Če bi to obstajalo, bi mi z veseljem uporabljali in bi bilo gotovo prej gotovi pri popravilu avtomobilov in tudi bi bilo cenejše, žal pa to ni možno napraviti. Kaj svetujete strankam, ki pridejo s temi majhnimi, v bistvu lepotnimi pikicami, ki nastajajo po zimski sezoni? Strankam svetujemo, da te manjše poškodbe odpravimo takoj, pač jih saniramo in spoliramo, kajti če čakamo spet eno sezono, je strošek veliko večji. Tukaj se vidi tipičen primer, da je lastnik predolgo čakal s popravilom in nam ne ostane nič drugega, kakor da popravimo komplet pokrov motorja. Krajinska raznolikost je pri nas velika, kar se ne pozna samo pri narečjih ali na primer kulinariki, ampak tudi v tem, da je pločevina na nekaterih delih Slovenije občutno bolj izpostavljena kamenju in soli kot drugje. Na Primorskem ni toliko soljenja, ni toliko peska kot pa na Gorenjskem ali v srednji Sloveniji in se točno vidi, iz kje prihaja avto. Krom, kakor je poškodba ali kaj, se pa mora vse menjati, ker so to vse plastično. Če prav razumem, je pa tukaj še tako malo pikic, da se lahko stvar reši brez celotne obnove. Tako je. Tukaj je zelo malo poškodb in se prav na teh par pikic, ki so na pokrovu motorja, se lahko sanirajo, tako da nanesemo barvo 2 do 3 na to lak in spoliramo in se ne pozna čisto nič. Lahko pa imamo še večjo nesrečo in v pokrov motorja ali steklo ni priletelo veliko majhnih kamenčkov, ampak na primer kakšen malo večji in zelo oster, ki zareže globoko v lak. Če je globina res močna, se ne da rešiti, pač naredimo, je treba pobarvati pokrov motorja ali se napravi samo flikca in priliv. Kaj pa takšna poškodba, recimo, ki ni tipična oziroma ki je pri vsakodnevni uporabi, ne samo v zimskem času, recimo obutana vrata, kdaj potegnemo s kakšno kosom obleke ali pa s torbico? To se da spolirati, rob vrat se lepo potušira in se na to spolira, kajti če bi čakali in da bi bila večja poškodba, se mora barvati cel bok in vrata in to bi se poznalo pri prodaji, tako da bi novi kupec mislil, da je bil avto poškodovan.